Ja, kar ne morem verjeti, da nama je to uspelo. Če pomislim, da sem pred 10 meseci šele rodila in zdaj tukaj z medaljo v olimpijski disciplini na 500 metrov in s kvoto, ki sva si jo toliko želeli, je res fantastičen občutek in mogoče moram še res dojeti tisto, kar nama je uspelo, ker res sem naredila vse, kar sem lahko, kar je bilo v mojih močeh in na srečo imam mojo partnerko, da me poriva od zadaj in da so skupaj osvojili to kvoto za Slovenijo. Čestitke še vam, Anja. Hvala, res ne morem verjeti, komaj zadržujem solze, koliko sem vesela. Že včeraj, da smo bile druge, kaj šele danes, da smo osvojili 3. mesto in olimpijsko kvoto. Torej, danes se šele začne, zdaj imamo en mesec pauze doma in potem vse od začetka in seveda same misli pri olimpijskih igrah že za naslednje leto. Kakorkoli obrnemo, veliko uspehov je bilo že v letošnji sezoni, 2 zmagi v svetovnem pokalu, pa že včeraj kolajna, pa kakorkoli obrnemo, danes je bila tekma leta. Ne? Kako ste se počutili pred štartom, Anja? Mislim že, da smo tako začeli sezono, je bilo super, osvajali smo medaljo za medaljo. Tudi če ni šlo na tekmi tako, kot bi moglo, smo res bile vedno posegali po najvišjih mestih. Danes smo dali vse od sebe, bilo je dovolj za 3. mesto in za osvojitev olimpijske kvote in kaj več res ne bi mogla pričakovati in biti vesela, kot sem zdaj. Prvi ste bili v položaju, da ste imeli na dosegu olimpijske igre. Kako ste se počutili recimo pred štartom današnje tekme? Ja, pred štartom sem bila kar nervozna, lahko rečem, da so se mi kar noge tresle v kajaku. To ni bilo le svetovno prvenstvo, to je bilo svetovno prvenstvo, kjer osvajaš kvoto za olimpijske igre. In to napeto sem čutila, ampak enkrat, ko se je blok spustil in ko smo začeli veslati, je čoven stekel in šle smo ko rakete, res da smo na koncu, nas je malo pobralo moči, ampak prišli smo do cilja, nema veze kako in osvojili smo 3. mesto. Špela, vaše 4. olimpijske igre zapored so tu. Ja, nikoli si ne bi mislila, da bom kdaj šla na 4. olimpijske igre, še toliko ne, ker so bile prve šele pri 26 letih. Ja, mogoče zdaj čas tudi za medaljo, glede na to, da je na zadnjih manjkalo res zelo malo. Zdaj smo pokazali v tem dvojcu, da od 9 medalj so osvojili 9 medalj možnih in upam, da bomo ta trend nadaljevali tudi v naslednji sezoni in na olimpijskih igrah. Govorite o dvojcu, o dvosedu, uvrščeni ste na olimpijske igre, lahko tekmujete pravzaprav v katerikoli kategoriji želite. Špela, je še kaj ambicij, da bi sami sedli v čoln ali zdaj le dvosed v spredju? Na olimpijskih igrah je dvojec in kaj na 200 skoraj nemogoče veslati skupaj, tako da mislim, da bo to primarna disciplina bo K2 na 500 metrov. Če bo katera od nas imela to željo veslati kaj na 500, je po K2-ju, tako da naslednje 2 dni lahko probava obe, ker v naslednjem sezoni lahko na olimpijskih igrah veslajo 2 na državo in če bova dobro tudi v enojcu, lahko poskusiva še tisto, čeprav mislim, da bo primarna disciplina ta. Anja? Ja, program je tak, kot je, sigurno bo glavni cilj K2 500 metrov, če bomo kaj veslali zraven, verjetno bomo videli skozi sezono, ampak glavni je cilj medalja na 500 metrske razdalje v dvojcu, če bomo veslali pa kaj zraven, bomo pa to videli kasneje. Špela, ko ste šli v to sezono, dobrega pol leta po porodu, ste si mislili, da se lahko vse skupaj tako dobro izide? Ja, že po prvem porodu sem se še kar hitro vrnila nazaj, tako da tudi takrat se mi je uspelo uvrstiti na olimpijske igre. Zdaj sem 4 leta starejša, sem bila malo skeptična, po drugi strani pa sem že vedela, kaj me čaka, vedela sem, kako sem se vrnila takrat. Zdaj nisem bila sama, sem imela ekipo, je bila tukaj Anja, je bila Mija, nas je bilo več, tako da je bilo to vse lažje, ker se spodbujemo na treningu, nisi nikoli sam. Ni rabilo iskati nikoli nekih sparing partnerjev, pa smo bile zmeraj tam ena za drugo in se spodbujale in trenirale po svojih najboljših močeh. Tako da je potem vse skupaj izteklo. Zdaj čez poletje sem še napredovala, od zadnje tekme so minili 3 meseci, tako da je bilo 3 mesece res trdega dela, ampak na koncu se to izplačalo in zdaj zaslužim počitek in en mesec noge v zrak in roke stran od vesla. Po včerajšnjem srebru ni bilo neke priložnosti za kakšno proslavljanje, misli so bile pri današnji tekmi, bo danes kaj bolj sproščeno, vesela? Ja, sigurno bomo vesele, čoven bomo spakirali in šle verjetno z nekim užitkom zvečer spat, ampak sigurno so misli že na počitku in zraven seveda ob olimpijskih igrah.
Ampak ja, sigurno bomo cel dan zadovoljni, nekaj bomo proslavili. Zdaj, če bomo lih nazdravljali, ne vemo, bomo pa kaj dobrega pojedli, kakšen sladoled. Moramo vprašati Stjepana, če nas pusti, da greva same v mesto, če bo čuva otroke. Ok, lepo se imejte. Hvala. Hvala.